Danes bomo pri slovenščini spoznali češko pravljico z naslovom Lonček, kuhaj. Le o čem bo pravljica govorila? Najprej pa naj te popeljem v čudežno domišljijsko deželo Sladoledarijo. Predstavljaj si, kaj bi naredil, če bi se sneg spremenil v sladoled. Ravno dobro, prejšnji teden smo imeli veliko snega. Predstavljaj si, da se je ves sneg spremenil v sladoled. Komu vse bi dal ta sladoled? Kakšen bi bil po okusu? Bi bil čokoladni, jagodni, vaniljev? Bi sploh jedel ti ta sladoled? Kam bi ga pa spravil? Kaj, če bi ga želeli tudi drugi pojesti? Kaj praviš? Res bi bilo odlično, če bi lahko sneg kar tako spremenili in začarali v sladoled. V češki pravljici Lonček, kuhaj se je zgodilo nekaj podobnega kot v naši sladoledariji. In sicer polja in ceste je poplavila kaša. Zdaj pa prisluhni pravljici, povezavo do pravljice najdeš na e-asistentu. Ti je bila pravljica všeč? Kaj si najbolj zapomnil? A se mogoče spomniš, katere so že značilnosti pravljice? O tem smo se pogovarjali tudi v 1. razredu. Se spomniš o tistih pravljičnih številih? Ja, a mogoče tukaj nastopa katero pravljično število? Ne, kajneda? Kaj pa je še značilno v pravljicah? Kako se začnejo? Tako, nekoč, pred davnimi časi, za 9 gorami in 9 vodami. Kako se pa zaključijo? Ja, pravljice imajo vedno srečen konec. A je še kaj značilno za pravljice? Kdo nastopa v pravljicah? Tako nastopajo hudobni ljudje in dobri ljudje. In pa tudi čudežni predmeti. Ja, spomni se na pravljico Sneguljčica in 7 palčkov. Kateri čudežni predmeti že nastopajo tam? A imamo tudi v tej pravljici kateri čudežni predmet? Tako je, lonček je v tej pravljici čudežni predmet. Sedaj pa odgovori na moja vprašanja. Kdo nastopa v pravljici? Kam je hodila deklica? Zakaj? Koga je srečala v gozdu? Kaj je imela beračica v rokah? Kakšno prošnjo je izrekla deklici? Zakaj? Ali je bila deklica pripravljena pomagati? Kaj se je zgodilo, ko je mati ostala sama z lončkom? Kdo je rešil mater in ustavil kašo? Kako so vaščani rešili težavo s kašo? Sedaj vzemi berilo, odpri ga na strani 78, tu najdeš le odlomek tele pravljice. Preberi ga najprej potihem, potem pa glasno. Vadi branje. Sedaj pa te prosim, da zapri oči. Predstavljaj si, da imaš pred seboj čudežni lonček. Globoko vdihni skozi nos in poskusi doživeti vonj,
ki prihaja iz lončka. Kakšen je ta vonj? Pripoveduj mi o njem. Je sladek, kisel, lepo diši. Kakšen vonj si začutil? Sedaj poskusi pomisliti, kaj bi se kuhalo v tvojem lončku. Je to pašta? Je to krompir? Kaj se kuha v tvojem čarobnem lončku? In vedno, ko izrečeš čarobne besede, iz lončka začne vreti tale hrana. Lahko zopet odpreš oči. Zdaj pa naloga zate. Na voljo imaš 4 naslove. Jaz, čudežni lonček, juha, notri pade ena muha, oglas, izgubil sem čudežni lonček in recept, muha za smeh. Tvoja naloga je, da v zvezek na črte zapišeš naslov Lonček kuhaj, si izbereš enega izmed naslovov in zapišeš krajšo zgodbico, pravljico ali pesmico ali oglas ali recept. Torej, sam si izbereš, kaj boš napisal. Pravljica ni treba, da je preveč dolga, lahko 5-6 povedi, ampak naj ima neki uvod, neki začetek, neko dogajanje in konec. Oglas, kakšen je oglas? Lahko si pogledaš na internetu, v časopisu. Kaj pa recept? Sigurna sem, da si ga že zapisoval, med drugim si ga pa bral prejšnji teden pri tehniškem dnevu. Bo šlo? Izdelke prosim pofotografirajte oziroma starši naj jih pofotografirajo in mi jih pošljite na elektronski naslov. Sedaj pa veselo na delo, akcija!